Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v maju, ki se je kljub zmrzali, ki je pustošilo po naravi, vdel v prelepo cvetočo opravo. Ta teden godujejo Pankracij, Servacij in Bonifacij, družbo pa jim dela še Zofija. In vsi štirje so po mnenju ljudske modrosti krivi za običajno hladno ter mokro vreme v sredini maja. Bolj prijazni pa so dogodki, ki smo jih pretekli in ta teden zabeležili za informativno oddajo, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Na Zgornji Ložnici dobili najmlajši nove prostore, naložbo vredno 720 000 evrov, pa je v celoti financirala občina Slovenska Bistrica. Pretekli konec tedna so zborovali slovenjebistriški izgnanci. Konec tedna organizirata Center domačih in umetnostnih obrti ter rokodelska zadruga Rokodelski praznik. Starostnike v slovenjebistriški enoti dr. Jožeta Potrča obiskal pisatelj Tone Partlič. V rubriki Lokalne novice tokrat o nekaterih dosežkih v slovenjebistriški občini in drugih dogodkih. Na Zgornji Ložnici so v petek 6. maja slovesno odprli nov prizidek vrtca. Gre za pomembno pridobitev, saj se je v zadnjem desetletju število otrok v krajevni skupnosti Zgornja Ložnica zelo povečalo. Ravnateljica vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica Ivana Leskovar je povedala, da so z novimi prostori zagotovili najsodobnejše pogoje za predšolsko vzgojo. Ja, jaz moram najprej povedati, da sem zelo srečna. Glede na to, da smo dosegli, da smo zgradili takšen vrtec, v katerega bodo lahko prihajali vsi ložniški otroci. Gre za pridobitev 2 igralnic, večnamenski prostor in dodatne prostore, v katerih bodo lahko otroci počeli vse tisto, kar sedaj mogoče tudi niso mogli. V vrtec prihaja ta trenutek 67 otrok, od tega je 25 otrok prvega starostnega obdobja in ravno to prvo starostno obdobje se mi zdi, da je velika pridobitev, namreč ti otroci prvega starostnega obdobja pravzaprav ne morejo iti kar v vsak prostor, morajo biti seveda posebni pogoji za to in verjamem, da se bodo vsi strinjali z menoj, da če ne bi bili Ložničani, torej naši starši, naše vzgojiteljice in vsi pripravljeni, da smo vzeli vsak prostor, ki so nam ga ponudili, da smo že zdaj zagotavljali pravzaprav pogoje za vse otroke, ki so želeli na Ložnici vpisati, zagotovo ne bi pridobili tega prostora. Tako se mi zdi, da je včasih dobro, da malo stisnemo zobe in potem pač pridobimo to, kar imamo danes. Kako pa je sicer zagotavljanje prostorov drugod v občini, kje so še največje težave? No, z veseljem napovedujem otvoritev še enega vrtca, in sicer vrtec na Zgornji Polskavi. Otroci so bili zdajle 2 leti v drugih prostorih, čakamo samo še na opremo, računamo, da najkasneje 1. septembra se selimo, takrat bo točno 2 leti, ko smo spraznili prostore vrtca, ki so ga potem podrli. Največja težava, pa dobro, je težava in ni težava, zaenkrat zadostujejo prostori v Slovenski Bistrici, ampak jaz mislim, da si Slovenjebistričani kljub temu zaslužijo drugačne prostore, kot jih imajo po blokih. V blokih imamo vpisane otroke 3 do 4, 2 do 4 leta stare, namreč samo zato, ker imamo zelo majhne prostore in občina mora to razliko do polnega števila otrok zaradi prostorskih normativov plačevati posebej, zato menim, da bi v Slovenski Bistrici bilo nujno potrebno narediti še nekaj dodatnih prostorov. Denar za naložbo je v celoti zagotovila občina Slovenska Bistrica. No, in ena od teh rešitev je bila tudi z izgradnjo prepotrebnega, se strinjam,
oziroma prepotrebno dograditvijo tega vrtca tukaj pri vas. Samo informacijo, investicija je reda velikosti tam nekaj pod 800.000 evri. Jaz bi v tej priložnosti seveda tudi izrekel priznanje vsem tistim, ki so uspešno izpeljali to investicijo, so uspešno vodili, torej izvajalcem, tudi nadzoru, projektantom in vsem drugim, ki so aktivno prispevali. Poleg župana Ivana Žagarja sta na slovesnosti trak prerezala še Ivana Leskovar in Ivan Kumaver, predsednik krajevne skupnosti Zgornja Ložnica. Pred odprtjem so v kulturnem programu otroci predstavili, kako je nastajal vrtec na Zgornji Ložnici.
we got 4 years till we die. Einstein said that, and he's a pretty clever guy. It's just not our style to go without it. We gotta make it right before the beats take high. Soboto 7. maja je potekal 24. občni zbor Slovenije Bistriškega društva izgnancev, ki so bili nasilno pregnani iz svojih domov med leti 1941 in 1945. Na zboru, ki se ga vsako leto udeležuje vse manj izgnancev, saj so mnogi že pokojni, nekatere pa tareta teža let in bolezen, so pregledali delo za preteklo leto ter sprejeli program dela za leto 2016. Vsako leto obujajo spomine na leta pregnanstva ter strahote taborišč ter sporočajo svetu, da se je treba boriti za mir. Tudi letos se bodo udeležili vseh pomembnih dogodkov, povezanih z mejniki in kraji izgnanstva, ter drugih dogodkov, povezanih z državotvornostjo. Slovenski rokodelski festival 2016 bo potekal kot nanizanka 9 regijskih dogodkov članov konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Prvi v nizu dogodkov bo drugi rokodelski praznik, ki bo v soboto 14. maja v Bistriškem gradu. Organizatorji so program prireditve predstavili v torek 10. maja na novinarski konferenci v prostorih Centra domače in umetnostne obrti. Kot je povedala Ljubica Zgonec-Zorko, se obeta pestro dogajanje. Začnemo tam okoli 9:30. Ob 10. okrogla miza na aktualno temo o rokodelstvu, njegovi izzivi in priložnosti. Potem pa ob 11. se pa začne že dogajanje na tej grajski tržnici, kjer se bo predstavilo 25 rokodelcev iz vseh koncev Slovenije, tudi 8 rokodelskih centrov, tako da si bodo lahko obiskovalke in obiskovalci poiskali marsikakšen zanimiv izdelek domače obrti. Potem sledi tudi otroška delavnica, peka peciva z miško Frido, otroška igra, to bo vse okoli
15. 16. ure tukaj na dvorišču. Vmes je pa tudi dan odprtih vrat Centra za domače umetnostne obrti našega, kjer si lahko čez cel dan, se pravi od 9. do 16. ure, ljudje ogledajo naš center, najdejo kakšen zanimiv izdelek iz babičine kuhinje in dedkove kleti in ogledajo tudi razstavo članic in članov društva Majolika na temo prihodnost, preteklost, ki se tudi navezuje na nekje rokodelstvo in naše izročilo. V gradu Slovenska Bistrica pa bodo istočasno, je tudi grad odprt za vodene oglede. Vabljeni, da se nam pridružite v soboto 14. in najdete sigurno nekaj zanimivega zase. V torek 10. maja je vodstvo Doma starostnikov v Slovenski Bistrici ob sodelovanju knjižne založbe Eduka iz Nove Gorice pripravilo prijeten kulturni dogodek. Osrednji gost pa je bil pisatelj, dramatik, scenarist in nekdanji poslanec Tone Partlič. Založba Eduka je bila tudi pokroviteljica dogodka, saj je direktor Štefan Krapše tesno povezan z domom v Slovenski Bistrici. V uvodu je Krapše, ki je bil nekaj let direktor enega od domov varovancev na Goriškem, nanizal nekaj prigod iz tistega obdobja. Nato pa so sledili literarni nastopi varovancev. Mnogi namreč še vedno radi prebirajo knjige in sodelujejo v sekcijah, kjer gojijo lepo slovensko besedo. Sreča v srcu tri. Srečen je, kdo druži se z ljudmi, kdo zna odpreti jim srce, ko usode zlo, se v solzi žalosti topi. Sreča ni povsod doma, povsod sonce ne zlati, preveč na zemlji je gorja, na poti je preveč čeri. Stopimo si ljudje naproti, z iskro sonca v očeh, lažji bo korak na poti iskane sreče v ljudeh. Srečen je, kdo srečo z drugimi deli, kdo ve, da sreča v srcu tli. Osrednja beseda je pripadla pisatelju Tonetu Partliču, ki je na humoren način nanizal nekaj prigod iz svojega življenja. Jaz bom zdaj povedal najprej eno zgodbo, fino, da je direktorica tu, ne upam, da boste do konca, ker je erotična, da vam ne bi potem drugi pripovedovali, veš kaj je Partlič govoril, je erotična, ne vas ne bo strah, je mehko erotična, ni kaj hudega. In sicer bom najprej povedal o svoji prvi poroki. Če so se na deželi, mi smo živeli na deželi, imeli živali kar pred ljudmi rade, ni bilo nič čudnega. Ljudje pa smo na vasi zelo skrivali svoja čustva med seboj, da bi se v času mojega otroštva ta držala za roke. Kaj šele, da bi se pred vsemi poljubljala, tako strastno, kot je pred vsako gimnazijo navada, takrat so pa 9-letke, pa že vidim tudi pred osnovnimi šolami, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. Tudi kakor so se ljudje oblačili, je bilo po svoje zelo nevarno. Deklica, ki bi imela prekratko krilo, bi hitro veljala za pokvarjeno. Kaj šele ženska s preglobokim dekoltejem, pod katerim mogoče ne bi bilo modrčka. Kaj šele s kakšno majico, ki kaže popek s kakim šraufom. Se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. In mnogi med njimi moj ata so trdili, da bo zaradi te nove mode sigurno nova vojna ali pa vsaj konec sveta, če nekaj hujšega. Zanimivo, da se odrasli ni zelo nič čudnega. Če smo otroci peljali kravo, biko, svinjo, prašičo, kozo, kozlo, takrat še ni bilo umetnega oplevanja, ko sem bil jaz mali. Ko sem pripeljal kravo od bika, me je mama zmerno vprašala, Tonček, je bilo v redu? Jaz sem pa rekel, mama, kako si nas videl, se mi zdi, da je bilo v redu. Pa se je zelo čisto prav, da sem se to opazoval. Naš ata je vsako jutro pohvalil petelina, ki je naskočil čim več kur. Skrbno smo se skrivali tudi, če smo šli lulat. Mene je bilo še posebej strah, da bi me kdo ne videl, kako držim binglica v rokah in rumenim zeleno travo ali pa z rumenimi črkami pišem v sneg živelj Tito. Po drugi strani pa je bila tudi velika radovednost, kakšne stvari imajo drugi fantje plačka, večje, enake, različne. Zato smo slišali, da so si fantje včasih kje kazali svoje simbole moškosti. Jezus, če so zato zvedli starši, učitelji, kaj še le gospod župnik. Ne le, da so bili taki dečki tepeni,
še dolgo se jih je držala sramota, da so neki umazanci in pokvarjenci. Čeprav je seveda šlo samo za fantovsko radovednost, pa pri nas so tudi včasih negovali, kdo dalje lula, pa se je kaj videlo. Ampak potem smo zvedli, da je cela reč pri deklicah čisto drugačna. Jezus, to je šele narasla radovednost in ravno meni butlo se je zgodilo nekaj, zaradi česa sem bil pol eno leto cel zmešan in prevlačen. Kdo pa je tako? Moj ata je bil v službi na železniški postaji, pesnica, in otroci smo mu nosili jesti na postajo. Najprej v neki košari pa kandelci, potem pa v tako imenovanih porcijah. Vse poznate 3-4 rengelce obešene, krati da nekakšen držaj. Da se je to med nošnjo vse lepo premetavalo, razlivalo, ni treba posebej praviti. Včasih je bilo več juhe v porciji za salato kot v porciji za juho. Tako živahno smo nosili te porcije na postajo. Pot je peljala po plegu mimo naših sosedov, Krejačevih, Mezgečevih, Tomažičevih, potem pa skozi gozd, mimo Pojbičev, ki so bili doma na spodnjem delu gozda in proti postaji. Pri Pojbičevih je bilo kar precej otrok. Ne vem, zakaj so vsi v pesnici govorili, da se tam sploh ne umivajo, seveda smo jim bili krvični, ampak kadar sem bil zelo umazan, je mama zbidom rekla, umij se, saj nisi Pojbičev. Imeli pa so tudi dve deklici, ki sta bili ravno toliko stari, kot bi dva z bratom. Ena je bila Verica, ena pa Lizika. In ko sem se nekoč vračal z postaje, kamor sem prenesel Atejo jesti domov, me na poti v gozdu počakala Verica. Enkrat je stopila iza bukve, pa je rekla, počakaj malo. Kje si bil? Ja, nič, Ate, jaz nesel jesti. A zdaj pa greš nazaj? Ja, no počakaj malo, je rekla. In potem je nekaj risala z boso nogo po gozdni zemlji, naenkrat pa me vračala. Tonček, a si že poročen? Ne, sem se strašil. Pa ti veš, kak se bila poročita? Ja ne vem, menda cerke. Tele, kaki cerke, poj ti bom jaz pokazala, je rekla. In se spustila, ti se ceste to nekam grabu na eno jaso, sem dobro vedel, da se tam nič ne vidi okoli. Stopal sem za njo v grabo in sem imel tako en kredil tu od straha. Meni je bilo 9 let. Njej pa še sigurno 2 leti manj, ker še sploh ni hodila v šolo. Ampak ko smo prišla v grabo, je spet rekla, Tonček, jaz se bom poročila s tabo. Sem rekla, v redu, samo zakaj? Ja, ker naša Lizika že poročena, Mezgečeva, Cvetka Peklarova, Jela, ki hodi v 2. razred, ima že 3. moža. Samo jaz bom začela hoditi v šolo, pa še nimam moža. Jaz še tudi nimam žene, sem priznal, in sem tudi nekaj začel sramovati, da sem pri 9 letih še zmerom levi. Ja, nič, Tonček sva pa mi dva poročila, je rekla Verica. Sem rekel, v redu, samo kako? Samo nobenemu niti besede. Tudi če bi te tepli. Še najmanj pa tvoji materi. Kvečemo na smrtni posli. Jezus pojavil se celo vprašanj, kakva bo te zdaj ta poroka, da bi me lahko za to tepli. Pa se bom moral preseliti v Pojbičevim. Sem zbero, da poročeni živijo v kup. Ampak če se bom preselil v Pojbičevim, pa tako si videli pa vedeli. Pa kako šlo s to poroko? Ne bo kaj bolelo. Pa je Verica že razložila. Šla bova narazen 3 metre, bova gledala tisto bukvo, jaz bom rekla 3-4, se bova oba naenkrat slekla spore. Potem se bova dobro pogledala, se bova gledala, bom rekla 3-4, se bova spet oplekla in bova poročena za celo življenje. Jaz se raje še ne bi, sem rekel. Pa misliš, da bo velalo? Je rekla, veš, da bo velalo? Sem čula strica, ki je rekel moji mami, samo enkrat sem dal hlače zriti, pa sem bil že poročen. Jaz se raje še ne bi, sem rekel, moraš, drugače bo velalo. Priznam pa, da me je mikalo, da bi videl, kaj ima Verica pod klicami. Da pa bi jaz pokazal svoje koče kožice, to pa mi ni šlo v glavo. Pokaži, je rekla Verica, sem ga daj ti prej. Pomislite, se pleva za krilce, si ga stisnila tako pod brado, spodaj ni imela nič. Pa če kar napet bel trebušček je bil tako bel, da sem spoznal, da se morajo Pojbiči sigurno kdaj pa kdaj umiti. In spodaj na koncu trebuščka, ko en bel puhliček prerezan na pol. Ampak predno sem kaj videla, spustila krilce, rekla, zdaj si pa ti na vrsti. Jezus, kak sem si želel, da bi imel tudi jaz tak prerezan puhliček med nogami. Ne pa to črevešce, ki res ni nekaj najlepšega na celem svetu. Jaz ne bi, moram, drugače ne bo velalo. In sem se prijel za hlače na ramnice in začel spuščati hlače sebe, da bom pokazal, kaj mi je pa zraslo. Ne vem, zakaj sem pa naenkrat, ker ramo tiste porcije držal iz grabe. Hinavec, lažnivec, je kričala za mnoj Verica Pojbič. Ampak da veš, Tonček, jaz sem vseeno tvoja zakonska žena.
Domov sem pretekel cel zmešan in zasopel. Mama je takoj videla, da je nekaj narobe. Kaj, a si polil juho? Ne. Pa kaj bi rada slave voljena postaje? Ne. A si kaj ukradil? Mama, zdaj pa povej, ali pa te na tebe me je zgrabila za uho, začela navijati. In čas sem bil tiho, potem sem začel jokati, potem pa sem med jokanjem priznal, mama, jaz sem poročen. Ja, je rekla mama, s kom pa si za Božjo voljo poročen? Sem rekel, ne povem samo na smrtni pojsti. Pol pa nič je rekla mama, če je vzela tiste porcije, šla pomivat posodo, meni se zdi, da se je tudi malo smejala. Jaz sem pa zdaj bil cel prestrašen, ne, nisem vedel, sem poročen ali ne. Ampak jaz nisem kazal binglece, bila poročena samo ona, s tistim pupučkom. Jaz sem še pravi čas pobrisal. Pol sem se šele vstrašil, ko sem videl, da hodi v 1. razred. Ne vem, zakaj se mi je zdelo, da bo prišla v naš 3. razred, pokazala na mene, rekla, to je moj mož. In učilca bi sigurno rekla, ja, zakaj pa je partličo Tonček tvoj mož? In Verica bi lahko rekla, da sem mu pokazala svojo stvarčico, Jezus, jaz bi umrl od sramote. Sreče tega ni storila. In potem, ne boste verjeli, so se Pojbiči sploh odselili. In šele takrat sem si zares odahnil in začel verjeti, da sem doživel vedek. Ko sem se kakih 15 let kasneje poročil svojo sedanjo ženo, je nis nič razlagal, da bi bil že enkrat potem, da se Pojbič. To bo izvedela, če rečem, šla sama brati na mojo knjigo. Kaj pa je bilo potem s Pojbičevo Verico, pa ne vem, sigurno je našla bolj korajžnega fanta, ki ni pobegnil in se na koncu res poročila. Partljič se je dotaknil tudi obeležitve 400-letnice smrti angleškega dramatika Williama Shakespearea. Varovanci in zunanji obiskovalci se bodo radi spominjali torkovega popoldneva, ko se je dvorana Vintgar napolnila z vedrino, smehom in z blagoglasnimi zvoki violine, ki jih je izvabljala iz strun mlada violinistka Zala Frangeš. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Želimo vam lep konec tedna, kjerkoli že boste v tem majskem času, pa če tudi bo morda vreme malce muhasto. Zofijam in Zofkam pa vse najboljše v prazniku, pa srečno do prihodnjič.